Dober dan, dragi moji, pozdravljeni na YouTube kanalu Planet Ljubezni. Nenormalno sem se veselila, da kdaj bom spet posnela videe in kaj bom delila z vami. Inspiracija skozi prihaja v glavo, misli prihajajo in zdaj sem se odločila, da posnamemo tale video o odgovornosti. Moje življenje je moja odgovornost. Zakaj? Zato, ker enostavno na eni točki še vedno vidim, da ne sprejemate odgovornosti za vse, kar se vam dogaja v vašem življenju. Na mail planetljubezni@gmail.com sem dobila sporočilo, ki gre nekako takole. Ne bom zdaj celega prebrala, ker je predolgo. Gospa omenja enega dotičnega človeka, kakšen lažnivec je, kakšne nasvete daje, da je laik, da mu ljudje plačujejo za to, da jih kao zdravi, da ni naredil te pa te šole, ampak je naredil sam to pa to šolo, da skozi laže. Potem recimo piše, da po izobrazbi ni to, za kar se izdaja, ampak je nekaj drugega. Da njegove fotografije, da potuje po celem svetu, so izmišljene, da on te fotografije dol potegne, da sebe odspredaj in se slika, kot da so slike njegove. Da v bistvu celo življenje je njegovo ena velika laž. Od mesta rojstve do družine, kar govori, da je imel prepoved dela, s kom se je delal, da zaradi teh prevar, groženj, zlorabljanja ima sodne postopke, da so ga nekateri hoteli prepričati v to, da naj to neha, ampak ni hotel nehati. In tak naprej, in tak naprej, in tak naprej. Dobro, to poslušajte, kaj sem vam povedala. Se pravi, moj odgovor gospe je bil: hvala za vaše mnenje, zelo ga cenim. Gospo globoko razumem in ji res pošiljam nenormalno veliko ljubezni. Ampak, dokler se boste ukvarjali z drugimi, se ne ukvarjate s seboj. In to je izgubljen čas. Verjamem, da si boste ta video pogledali do konca in lepo vas prosim, da zapišete od spodaj komentarje, zato ker so mi res zelo pomembni, da vidim, kako vi gledate na to stvar, da vidim, kaj se je vam v življenju spremenilo, v bistvu, ko ste spremenili, ko ste doumeli in vzeli življenje v svoje roke in resnično videli, da ste odgovorni za svoje življenje. In potem en gospa napiše še en mail, da njej ni vseeno, če jo kdo goljufa in ji vzame težko prislužen denar. In da človek, ki se reklamira kot nek poštenjak, zdravilec, kar pa to ni, v resnici samo pobira denar. Njej in vsem bolnim ljudem. In temu se reče goljufija ali prevara. In da jaz, kot jaz, na to, kar sem ji odgovorila, podpiram to prevaro in laž, ker sem njegov somišljenik. In tak naprej. Na tej točki se zdaj ustavimo. Kaj sem jaz napisala? In bom pol vse to vam razložila, da boste res lahko doumeli in videli, da ste popolnoma sami odgovorni za popolnoma vse, kar se vam v življenju dogaja. Odpisala sem ji: spoštovani, kadar obsojamo nekoga drugega, ne prevzemamo odgovornosti zase in za svoje življenje. Iz srca vam želim, da bi to razumela, ker s tem bi se rešila. Rešila bi svoje življenje. Tako da, če gremo zdaj lepo po vrsti. Ko obsojamo, ko na nekoga kažemo s prstom, dobro poglejte to roko, so 3 prsti usmerjeni proti meni nazaj. In ko nekoga obsojamo, to pomeni, da ne sprejemamo odgovornosti za svoje življenje. Vam bom lepo razložila.
Se pravi, gospa piše o laži, o prevarah, o tem, da so ji denar vzeli, o nekih sodiščih in tako naprej. Zdaj vi tu noter dajte nekaj, kar imate vi v svojem življenju in se vam ne dopade, bi radi spremenili. Vključite, ali je to zdravje, ali je to ljubezen, ali je to partnerski odnos, ali so to prijateljski odnosi, ali je to denar, ali karkoli vi lahko vključite zdaj v ta segment, v katerem vam zdaj govorim. In če omenim ta mail, ko sem ga dobila, se pravi, ne prevzemamo odgovornosti. Ker če bi vedeli, da smo mi odgovorni za vsako laž, ko nam jo drug storil, za vsako goljufijo, ko nam jo je drug storil, za vsako partnersko zvezo, ko je šla narazen, pa mi partnerja obsojamo, ti si kriv, ti si kriv, ti si kriv. Za vsako krivdo, ko jo čutimo, da nam jo je en naredil, smo sami odgovorni. Zakaj? Tako sem že v prejšnjih videih govorila. V našem telesu je magnetek. In na tem magnetku, s tem magnetkom mi pritegnemo v svoje življenje ljudi, situacije, dogodke. Mi, nihče drug kot mi. Nihče drug kot mi, dragi moji. In če mi lažemo na nekem področju v življenju sami sebe, ali pa koga drugega, ja, koga bomo pritegnili v svoje življenje? Situacijo, ker bomo to doživeli, zato da se bomo lahko naučili. In moje sporočilo vsem vam, posebej pa tej gospe je, da je ta človek bil od Boga dar, da je ta človek njen največji učitelj, kaj rabi ona spremeniti v svojem življenju, da bo spremenila svoj magnetek. Ker mi vsi na tem kanalu, na kanalu Planet Ljubezni, točno vemo, da smo mi kreatorji, da mi ustvarjamo svoje življenje. In vse to, kar poteka znotraj nas, vsi ti magnetki, ko jih imamo, s katerimi privlačimo, se kaže zunaj nas. Se pravi, ta film, ta scena, ko se v nas notri dogaja, se kaže kot projekcija zunaj nas. In na tem mestu bi vam rada povedala, da resnično smo sami odgovorni za vse, kar se nam v življenju dogaja. Ker mi pritegnemo situacije, dogodke. Tako je ta gospa pritegnila. Ampak na tej točki se pa zgodi nekaj. Ali sprejmemo odgovornost za svoje življenje in boste sprejeli to, kar vam jaz govorim, ali gremo pa še globje v vlogo žrtve in ubogega jaza. To je pa nemogoče, da sem jaz odgovoren za to. Nemogoče je, da sem jaz kreirala, da me je eno goljufal. Nemogoče je, da sem jaz kreirala, da me je partner prevaril. Nemogoče je, da sem jaz kreirala, da sem službo izgubila. Nemogoče je, da sem jaz kreirala, da ne morem plačati položnic. Nemogoče je, da sem jaz kreirala, da se moj otrok grdo do mene obnaša. Ne? To je vloga žrtve, to je nemoč. In tu res vam želim, da spregledate. Ko boste spregledali, ko se boste prebudili, pa boste rekli, tako sem jaz rekla. Ok, če sem skreirala sranje, lahko skreiram tudi sanje. Prevzela sem na eni točki odgovornost. V redu, če sem vso to sranje, ko sem ga v življenju imela, sama skreirala in sem sama odgovorna za njega. Wow, kako spoznanje. Se pravi, lahko skreiram karkoli, lahko skreiram tudi svoje sanje. In jaz vam res polagam na vaše zlate srčke in si res želim, da bi to vsebino, ko sem vam jo danes predala, razumeli, vzeli za svojo in ji verjeli, ker od tu dalje lahko potem štartate na vseh segmentih vašega življenja in spremenite popolnoma vse. Najraje krivimo starše, krivimo starše, da so oni odgovorni, ker so pili, ker, ne vem, smo večkrat spali od zunaj, ker so nas stepli, ker nas niso objemali, ker nam niso pokazali ljubezni, ker niso imeli dovolj denarja, ker so grdo govorili o ljudeh, ko imajo denar, ker se niso za nas brigali, ker se niso za nas z nami igrali. Karkoli, najraje to delamo, da krivimo starše. Ampak jaz rečem, ok, če krivi starše, da jih do enega
21 leta, ne, recimo. Ampak pa vsakmu želim, da jih ne bi tako dolgo krivil, kot sem jih jaz, se pravi, ne vem, do 40 leta svojega. Ali pa še malo le. Ampak v redu, nič za to. Vidite, tu je zdaj ta premik. Lahko grem spet v krivdo, lahko začnem sebe obsojati. Joj, koliko sem bila zmešana, da sem to delala, danes ko razumem, kaj sem delala, ne. Lahko pa rečem, hej, uspel mi je. Nehala sem kriviti svoje starše za svoje življenje, nehala sem kriviti državo za svoje življenje, nehala sem kriviti bivše partnerje za to, kar imam jaz v življenju. Sprejmem odgovornost, jaz sem odgovorna za to. Tudi jaz sem na eni točki točno take starše pritegnala v svoje življenje, jaz sem si jih izbrala. Zakaj? Oni so se v bistvu za mene žrtvovali, da so mi lahko dali to izkušnjo, da je mene bolelo, da sem jaz trpela, da sem jaz danes to, kar sem, in jaz sem jim globoko hvaležna za to. In ko boste enkrat to začutili, tudi ta gospa, ko je pisala, da je lahko globoko hvaležna temu človeku za vse, kar je pokradil, za vse, kar je naredil, za vse, kar vidi ona slabega v njemu, pol boste razumeli. Ker tu lahko se zgodi preobrat. Ker vse to, kar slabo vidimo v drugemu, logično zdaj pomislimo, čeprav vemo, da manifestacije, vse to, kar mi tu govorimo, ni logično. Ampak dajmo zdaj logično pomisliti. A lahko jaz poštudiram, da en manipulira z menoj, če jaz sama ne manipuliram? Če tega magnetka, te vibracije ni v meni, ne morem. A lahko jaz razumem prijateljico, ko mi govori, da je ljubosumna ali pa da je partner ljubosumen, a lahko jaz razumem, o čem mi ona govori, o kakem čustvu, o kaki barvi mi ona govori, če sama nisem nikoli bila ljubosumna, ne morem. In vse to, kar s prstom kažemo na druge, vse to smo mi, se dogaja v nas. Lažemo sami sebe, goljufamo sami sebe, nismo zvesti sami sebe, ne spoštujemo sami sebe, nimamo radi sami sebe. In kar ugotavljam na terapijah in na coachingih, je sledeče. Vse izhaja iz pomanjkanja ljubezni do sebe. Popolnoma vse. Jaz verjamem, da marsikateri nismo dobili ljubezni v otroštvu, to kasneje, od partnerjev. Ja, kdo je to pritegnil? Jaz sem pritegnila s svojim magnetkom, na katerem piše ljubezen. Jaz se nisem imela rada, jaz se nisem spoštovala, jaz se nisem cenila. In točno to sem pritegnila. Človeka, ki me ni spoštoval, ki me ni cenil, ki me ni maral, ki mi je grdo govoril, ki je bil celo nasilen do mene. In kaj mi je prišel povedati? Nataša, se boš končno zbudila in bo začela in bo sprejela svojo odgovornost in boš videla, da si ti tista, ko se nimaš rada. Jaz sem se sam žrtvoval za tebe, da ti pokažem. In res upam, da to razumete in napišite vaše situacije tudi spodaj pod komentarje. Vse bom prebrala, vsem bom odgovorila, kaj si vi mislite o povedanem. Mogoče vas je zdaj zabolelo, mogoče zdaj vidite, pa ne, mogoče je, da sem jaz odgovoren, da so bili starši taki do mene, pa ne, mogoče je, da sem jaz odgovoren, koliko denarja imam na bančnem računu, pa v svojem žepu, pa ne, mogoče je, da sem jaz odgovoren, da je moj partner kreten v mojih očeh. Ja, mi smo odgovorni, mi pritegnemo. In iz srca vam želim, da sprejmete to odgovornost za svoje življenje in si rečete, ok, če sem jaz odgovoren za to, če sem jaz to skreiral, pa lahko skreiram tudi drugačnega partnerja, lahko skreiram tudi drugačno stanje na bančnem računu in v žepu. Se pravi, lahko skreiram svoje sanje. Če kdo, sem vam jaz živi primer, da se da svoje sanje kreirati, da se jih da tudi živeti. Zdaj tule držim tale šopek rož v roki in vam želim res lepo pomlad, da se imate radi, da se naučite, kaj to pomeni imeti rad sam sebe. Iz srca vam to želim in da sprejmete odgovornost za svoje življenje. Jaz upam, da sem bila dosti jasna, dosti nazorna, da sem vam dovolj prikazala, kaj to pomeni sprejeti odgovornost za svoje življenje.
In jaz mislim, da nekje tako sem omenila, da enega 21, 22 leta, ampak leta niso zdaj pomembna. Tega ne zmoremo, to res ne zmoremo. Kasneje, ko postanemo v narekovajih odrasli, pa mi to zmoremo sprejeti odgovornost za svoje življenje. In na tej točki bi vam mogoče res predlagala knjigo Življenje je tvoje od Louise Hay. Ona lepo to noter razloži, to odgovornost za svoje življenje. Tako da rada vas imam, verjamem v vas in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!